In se mi zdi, da smo zdaj prišli do zadnjega od današnjih predavanj in sicer se premikamo od rib k mačkam. Kolegica Pšenica Kovačič bo predavala o ekonomski vlogi mačk v antiki. Njen background je iz slikarstva in dizajna. Tako, ja. V zadnjem času se pa ukvarja tudi z mačjo psihobiologijo in bo predavala o delovni in družbeni vlogi mačk v antiki, kar bo pomenilo o vlogi koristne lovke, vlogi družabnika, svete mačke in tudi žrtve, obrednega žrtvovanja. Prosim. Te pozdrav, a mi lahko prosim to tako naredite, da navajo vsi videli vsega. Najbrž bo to pomenilo. Ok, bom jaz kar začela. Moje ime je Pšenica Kovačič, tako kot so me že lepo napovedali, bo tudi moja tema. Predavanje je sicer napisano za 45 minut, brez skrbi sem se štopala v 18, prijemo skozi, če ne bom se preveč zadržala pri odi mačkam. Tako da, bomo šli kar naprej. To sem jaz po nesreči en slajd ravno oturila. Skratka, mačka, v bistvu bom povedala, kako bi brez mačke propadlo gospodarstvo in civilizacije, tako po domače povedano, ampak bom to malo na lepši in bolj dokumentiran način povedala. Se pravi, tukaj vidite en plan, katerega se ne bom držala, ker bomo v bistvu se bolj ustavili pri koristni lovki in pot mačke v svet, ampak vsem bi pa rada tukaj, da ste majčkeno seznanjeni zgodovino mačke, kako se v bistvu mucica sploh nam pridružila, seveda, ko sta se nabiralništvo in lov majčkeno zaključovala in so se začele vzpostavljati agrokultura in stalne naselbine, so se seveda tudi mačke približale zaradi tega, ker smo mi predstavljali en vir stabilne in predvidljive hrane in seveda mačke niso bile toliko na poto, da bi recimo jedle tisto, kar mi jemo, kot prej so bile verjetno bolj mesojede in so se raje pridružile kakšnemu pečenemu mesu, zdaj pa seveda raje ne, ker so imele svojo živo hrano. A sem preblizu mikrofona? Ok. Tudi boste videli, da v bistvu niso bila samo žita tista, ki so mačke ščitile, ampak da je bilo to seveda veliko bolj več področno oziroma od dobrin gremo tudi k materialnim, ne samo takim živežom, gremo tudi k materialnim dobrinam. Ok, tudi v bistvu niso bili, če kje pišete, če ste že kje morda prebrali, da so mačke pač branile shrambe žit pred mišmi, ni res, mačke, kot ste že verjetno videli, so tudi na poljih lovijo miške, najlepša hvala, in v bistvu ne lovijo samo miške, ampak sem spadajo glodavci, kače, ptice, žuželke in še drugi sesalci, tudi to, da so bile mačke v danini precej večje, kot so danes domače mačke. Okay. Tukaj je ena luškana slikica, mačke z miško. Tukaj se ne bom pretirano spuščala v to razvoj mačke, kako je prišlo iz skupnega prednika v novo Feliksa po domače, ne? Ampak samo toliko, da veste, da je ta Felis silvestris libica tista mačka, iz katere izhaja naša ta domača mačka, ko jo mi poznamo, in ta mačka se je v bistvu nahajala iz Egipta, ki je prišla pač v Grčijo in Rim. Tako da tukaj tudi vidite te različne mucice, ta največja afriška divja mačka, to je v bistvu ta nek skupni prednik, potem imamo divjo mačko in imamo domačo mačko in tukaj lahko že majčkeno čisto morfološko vidite, kako so se te mucice spreminjale, to se pravi čisto po kmečko povedano, take so ratale, da so nam bolj ljubke. Ok, zdaj tukaj te mucice imajo tudi čisto drugačen način življenja. Včasih so bile tako, ko mi govorimo mačka samostojna, samozadostna, ja, nekoč je to res bila, ampak vmes je bilo ta tranzitno obdobje, zdaj pa žal mi mačke delamo odvisne od sebe in v bistvu vse drugo iščemo pri mačkah kot mačko. Zdaj, ko gre to daleč, ne, mogoče te fotografije za koga srhljive, ampak žalost je pač, da je to neka resnica, eni pretiravajo v ljubezni, eni pretiravajo v lepoti, enih imajo za trening, eni za jest, enih pa sploh videti nočejo. In v bistvu zelo podoben se dogaja tudi v antiki, tako da ne se zgražati, ker je to že 10.000, 4.000 let stara praksa. Zdaj, zakaj je pa mačka taka toliko pomembna, ne? S tem, ko je mačka pač ščitila dobrine, to se pravi dobrine, ne samo žita, ampak tudi ostale stvari, je v bistvu posledično, se pravi,
ščitila je žita, dobrine za ljudi in tudi za hrano, ki so predstavljale živali. Ne? Se pravi, s tem se seveda posledično stabilizirala pleme oziroma naselbino, posledično civilizacija lahko začela rasti in tudi v bistvu ekonomija. In tako se je začela pač ta prva trgovina s temi manjšimi živež dobrinami in potem se pa to, se veste, prišlo do draguljev in safirjev in tako daleč. Zdaj v Rimu recimo so bile mačke bolj popularne kot so potnice, pri ženskah, pri moških so bile pa psi, tako da danes smo tudi že nekaj na to temo slišali, kako se to deli, ne? Od storitev do živali. Zdaj, tako dejansko v živalskih borbah je celo en relief, ko ga bomo malček tako videli, nisem pa toliko našla, ampak zagotovo so bile tudi še v kakšnih drugih grših okoliščinah mačke uporabljene. Okay, tudi še enkrat bi to upozorila, pač ubijanje sesnih mladičev je tudi že par tisoč let stara praksa, tako da se tudi še zdaj nismo utresali, ampak morate vedeti, da v bistvu oni so se takrat zavedali, da samo na ta način bojo ohranjali dovolj številno in zdravo populacijo mačk, da bojo te mačke bile koristne in ne nadloga. Okay. No, evo, tukaj je en prikaz boja med psom in mačko, kot vidite, sta tudi privezana, če ne vidite dobro, ni problem, jaz lahko tudi te izročke pošljem. Zdaj recimo v rimskem pravu so delili mačko na ukročenost, jaz sem dodala samo udomačenost, zato ker mačka je samo udomačena, ni udomačena in domačnost. Tukaj vidite, da v bistvu ta ukročenost je bila zelo slaba prognoza za katerokoli žival, samo udomačenost, zaradi tega mačke še vedno pridejo in grejo. Recimo pes in rejna živina, pes pač zato, ker mu to toliko pomeni stane, živina pa tudi spet je že toliko zgubila strah pred človekom, da tudi se ne bi znašla več sama. Spet ene pač 3 primeri, kaj se dogaja z mačkami, to sicer je velika mačka tam. Zdaj, tukaj se jaz ne bom preveč ustavila, zato ker je preveč letnic, ampak samo toliko v bistvu, toliko da veste, da ni točne datacije, kdaj se je mačka približala tem naselbinam, je pa tako, da se je približno v tem času 13.000 let do 10.000 let pred našim štetjem na različnih področjih začela to pojavljati. To se pravi, mi se pač smo danes samo osredotočili na antiko. Zanimivo je to, da v bistvu so že najdali kakšne najdbe mačk, ampak to je bilo tako redko, Egipt je bil poln mačk. Ne? Pač v Grčiji pa v Rimu se pa to kar malo porazgubil in v bistvu se dejansko tukaj, kot vidite, od 9500 do 4000 pred našim štetjem morda niso še najdeli, ne, dokazov oziroma kakšnih najdb po temu, kako so mačke pač bile prisotne v rimski in grški družbi. Okay. Evo, tukaj je pač en pokopan otrok za 8-mesečno mucico na Cipru, to je tak, dajmo reči, prvi predviden dokaz o sobivanju. Spet tukaj bom majčkan preskočila vse skupaj, samo toliko, da veste, da pač takrat se je začel mačko udomačevati, ampak mačka bila vedno samo svoja. Ne. Tako da tudi postopno se je začela zaradi te svoje ljubkosti in koristnosti pač vsiljevati v rimsko družbo in kmalu v bistvu je postala tudi ne samo družabnik, ampak tudi zelo potreben sopotnik na trgovskih poteh in tudi pri vojakih in v raznoraznih nasadih, ne samo poljih. Okay. Kot vidite, mačka na delu, še to bi upozorila, če je kakšna fotografija, kjer mačke ni tigraste, to pomeni, da je mačka ni iz antike, ne? Zato, ker je bil samo tak vzorc v antiki, to se pravi peščen in razne možnosti teh tigrastih vzorcev. Ok, to je pa stvar, kjer se bom majčkan bolj ustavila, pa bom pa spet malo preskočila, se pravi, prehrana ljudi in živine, oboje je mačka ščitila. To se pravi, to smo že vse povedali, da je pač s tem lahko prispevala pač na stabilnost in razvoj. Potem je zaradi tega, ker je to glodalcev in ostalih živali si prvoščila za obed, je v bistvu tudi ohranjala pač te prenosljive oziroma zaustavila, upočasnila prenosljive bolezni in tako je tudi spet vplivala na bolj zdravo populacijo ljudstva.
Tudi recimo pač marsikdo je imel strah in odpor do teh mačjega kosila in v bistvu tudi s tem potencialno vplivala na recimo boljše počutje domačinov. Potem zelo zanimivo je to, da v bistvu zaradi tega, kaj so vse glodavci glodali, ne samo žito, ampak tudi usnje, les in še recimo so pač si miške podgane naredile v kamen kakšen brlogec, to se pravi, zato je vse mačka poskrbela, da se je to zmanjšalo. To se pravi, zaščitila je dom, zaščitila je materialne dobrine. Seveda so mačke tudi predstavljene ne tako kot danes, ne tako kot danes, ko se hočemo znebiti škodljivcev. Jaz sicer mislim, da škodljivcev ni, ampak za voljo tega predavanja bom to besedo uporabila. Je pač bil nek tak naraven sistem iztrebljanja škodljivcev, ki ohranja ekosistem. Zakaj tukaj vprašaj? Še enkrat, če je mačk preveč na premajhnem prostoru, se ta ekosistem poruši in kadarkoli mi pridemo zraven in začnemo za te živali skrbeti, še toliko bolj poskrbimo za ugodne pogoje za razmnoževanje. Ni bila mačka zaman obravnavana v Egiptu kot boginja Bastet, boginja rodovitnosti. Zato, ker mačka ima lahko pri 4-5 mesecih že prvo leglo, je 4 do 6 mladičev, to ima lahko 2-3 na let, tako da pač si lahko predstavljate, kako hitro je število mačk narastel in niso bile več zaželjene. To smo že povedali, da poskrbi za varno žit, ampak so bile v bistvu dejansko v antiki podlasice oziroma iz družine podlasic veliko bolj popularne za lov na škodljivce kot mačke. In te so se počasi začele vključevati v družbo in v bistvu tukaj je zelo zanimiv, te črne podgane so bile zelo velike podgane. So bile tudi na ladji in so bile v bistvu tudi prisotne zelo veliko v vojaških taborih in tam so bile ponovno te mačke zelo zaželene, ker so ščitile njihovo orožje, orodje in oklep, pač opremo. Zelo zanimivo je to, ko je Palladio opisal, da so v bistvu tudi krtke lovile v artičokinih nasadih, zato pravim, da niso samo za žita skrbele, ampak so tudi za artičoke živele in v bistvu ta masalijska trgovina, se opravičujem za mojo slabo izgovorjavo, tam so pa že začeli dokumentirati, koliko so mačke v bistvu to izmenjavo med mačkami in tam so le pa sploh na ladjah, še enkrat, mačke so bile zelo dobri mornarji, so pa sploh poskrbele, da so mornarji imeli dovolj hrane. To je ta zelo znan mozaik. Potem je seveda potovale so preko trgovskih poti, tudi svilnata pot je bila zelo pomembna, kako se je ta mačka razpasla pač iz Afrike naprej v Azijo in drugam. Seveda so tam oni imeli že svojo podvrsto svojih mačk, ki so bile na začetku samo napisane, ki jih zdaj ne bom omenjala, ampak recimo so bile tudi zelo pomembne pri zaščiti sviloprejke, kokonov sviloprejke, tako da spet nismo samo pri žitih, danes gremo dlje. Sčasoma so pa res podlasice in dihurje izpodrinile, tako da so dobile tudi malo večji pomen. Kako so šle mačke v svet? Zelo zanimivo je to, da je Egipt prepovedal izvoz mačk. In so seveda sčasoma, ko so ugotovili to korist mačk, so jih začeli krasti. In v bistvu so dejansko, Egipt je poslal vojake za njimi, da so te mačke pripeljali nazaj. Ne vem, če so bili vedno uspešni pri temu, ampak to je bila pač sveta žival, tam sam toliko bom en poudarek naredila, da vam razblinam to, kako so bile mačke tam oboževane. Ja, bila so oboževane do 4., 5., 8. meseca, to so bile množično vzreja mačk v svetiščih boginje Bastet, ko so mačke dopolnile pač to starost 4-8 mesecev, še preden so se, ene so imeli zaparjene, ene ne, je bil to pač skupinsko žrtvovanje in to so neštete mumije bile, tako da tem mačkam ni bilo tako dobro, kljub temu, da so bile svete in zaščitene, dokler ni prišlo do žrtvovanja. Seveda, preko trgovskih poti so se zagotovo. Prvo so jih pač, ali so se priključile zraven, ali so jih vzeli, ali so jih kupili, karkoli so ugotovili, da so tudi odlične popotnice. Odlične. In seveda migracije ljudstev, so vzeli svoje mačke ali so se jim priključile in seveda pot same mačke. Mačka, ko se goni, samec lahko tudi 8 kilometrov naredi in to se lahko pač gre naprej. S tem, da mačke vedno manjše so ratvale, vedno bolj so se lažje prilagodile okolju, v katerem so. Tukaj samo ena izmed teh trgovinic, tako da vidite, da je res lahko daleč prišla. Zdaj, to smo že povedali o žrtvovanju mačk.
Tako da to smo tudi že vse povedali, da v bistvu, da so prišle, da so jih kradli in da so bili kot mornarji blazno fajn, tudi kako so potovali. To smo tudi že povedali, še malo okay, tukaj bi pa še ta ukročenost, samoudomačenost in domačnost, to je že zdaj v bistvu, to so v rimskem pravu kar fajn razdelali, ker je še vedno uporabno in še vedno stoji. Zdaj, mačke niso bile tako vzrejene z namenom kot psi. V bistvu psi smo prej poslušali, kako so se pridružili pri lovu, mačka je pač šla sama loviti. Ne? Res pa je, da v Egiptu, upam, da vam čas, ker je to zanimiva informacija, da so imeli Egipčani, egipčanski kmetje so imeli mačke na delu in so jih pripeljali na polje in so jih zvečer odpeljali in so bili oproščeni davka faraonu, dela davka. Ne? To je ena taka zanimiva informacija, tako da v bistvu še enkrat pač selekcija vzreja se je kakšnih 200 let nazaj šele začela. Vse do takrat je tako šlo malo drugače, zdaj smo že začeli malo pretiravati. Se pravi, mačka postane družna mačka. Tukaj v etimologijo besede se jaz ne bom spuščala, ker vam ne bom dovolj dobro povedala, ampak samo toliko, da vidite, kako se v bistvu kako v bistvu se to še zdaj uporablja. To se pravi in egipčanska in grška beseda in v bistvu rimska in v bistvu kakšna ekonomija zdaj ratala z mačkami, ne? Da se je Felix spremenil v Felixa in v bistvu ekonomija še vedno dela, sicer spet ne vemo, če to v korist mačk, no, čeprav so glavne zvezde. Tako da v bistvu, a imam še časa? Ja, lahko končam. Lahko končam, okej. Tukaj spet vidite relief mačje sopotnice, žrtvovanja in čaščenja so bila, spet pač načeloma sem našla le 4 bogove, to se pravi grške in rimske, to se pravi imamo, pri Rimljanih imamo Baka, ki ne bi imel spremljavo mačk, ampak on je v bistvu imel bolj panterja, meni se zdi. Tako da imamo pa seveda še Aresa, boga vonja, on je bil tudi imel mačke za spremljevalke, Artemis, Indiana, to vemo, da sta obe dve boginji lova, sta se pa tudi v neki zgodbi spremenita v mačko. Evo. Tako da kako se je do tega prišlo, pač seveda brez umetnosti marsičesa ne bi izvedeli, tudi brez arheologije pa še manj. Za zapise gre za različne zapise, predvsem pa v bistvu na začetku so mačke, to selitev mačk oziroma to mačke spremljali predvsem po morfologiji, to se pravi po njeni konstituciji, kot kar ste videli, afriška mačka je večja, ima daljše tace, je bolj peščena, potem divja mačka je že bolj čokata, je že bolj kosmata, domača mačka je pa že sploh taka preveč ljubka in po vzorcu kožuha in barvi kožuha. Včasih so pač na ta način spremljali mačke. Seveda zdaj pa so že druge bolj moderne metode, molekularna biologija, kjer lahko delajo DNK. Zdaj sem pa v bistvu že pred koncem, samo še skozi slikce bomo šli. Tukaj vidite, da je bilo nešteto teh tigrastih vzorcev, to smo tudi že vse povedali. Evo še par luškanih fotk, to se pravi ščitile so rimske vojake, tukaj dihur in podlasica obadva se pojavljata v zapisih kot lovca na škodljivce, tukaj še en lepo pšenično polje. Zdaj pa mogoče bi sam tukaj se ustavila za zaključek, da pač mačke so imele res veliko vpliv na civilizacijo, kulturo in posledično tudi na politiko. V srednjem veku so mogoče ta status majčkeno izgubile in so kar precej nastradale, da ta selektivna vzreja mačk se je res šele 200 let nazaj majčkeno bolj začela, da v bistvu moramo vedeti, da mačke so v osnovi še vedno divje in mi to ful želimo potlačiti in da bi bilo fajn, da grem sem, bi bilo fajn, da v bistvu
presežemo to mitizacijo, antropomorfizacijo in instrumentalizacijo mačk, ki jih spremlja že vsa tisočletja, ne, mislim, da smo že v tem tisočletju, ko bi to lahko naredili. Sicer se poznavanje in upoštevanje mačk šele razvija, tudi res je, da se s tem sodobnim načinom spet v eno drug način sprevrača, ne, ta odnos, ko ga imamo do mačk. Zdaj v Grčiji imajo velik problem s prosto živečimi mačkami, preprosto jih je preveč, niso urejene, ni to tako urejeno, kot imamo v Sloveniji, pač da se prosto živeče mačke z namenom sterilizacije, kastracije in veterinarske oskrbe odlovi in se jih potem vrne na lokacijo. To v Grčiji ne funkcionira, na nekaterih področjih ja, na vseh, sploh pa na otokih ne. Potem bi bilo fajn, da v bistvu s tem, kar vemo, ne, da se pač z tega res kaj naučimo in da udejanjimo in da v bistvu zgled vzamemo po živalih oziroma mačkah, ki so vse sposobne na podlagi tega vpogleda naučiti iz posledic drugega. Ne. To se pravi dobrih in slabih. Tako da to je pa moja zaključna misel, da je fajn, da na podlagi tega, kar smo zvedeli, da poskrbimo za mačke danes in jutri. In jaz sem zdaj zaključila, najlepša hvala. Najlepša hvala za to predavanje. Ne vem, kaj je s to temo mačke v antiki, ampak publika se vedno začne smeti. Enkrat sem bil na eni konferenci v Delfih, pa je mačka prišla tako kot neka para tema in je postal nek profesor iz Aten in je razbil vse te mite. Rekel, v antiki mačk ni, tam so podlasice in tako naprej. Pa je pa rekel, taki očarljivi grški angleščini, "There's one book I recommend to all of you. Its title is Classical Cats." In se je cela publika začela krohotati, tako da ta občutek zdaj je bil zelo, moram reči, déjà vu.